Na eni izmed ameriških fakultet je predavatelj, ko je predaval o pornografiji, rekel: "Karkoli si lahko zamisliš, ziher o tem obstaja pornič. Edino pornografija s klovni verjetno ne." In že čez nekaj trenutkov po tej izjavi mu je študent v prvi vrsti kazal porno posnetek s klovni. Po tem incidentu se nikoli več ni šalil na ta račun. Pornografija je povsod, ni je težko najti. V Kanadi so delali raziskavo o pornografiji in odkrili, da fantje že pri 10 letih začnejo iskati pornografske vsebine. Ko so hoteli narediti primerjavo izkušenj med moškimi, ki gledajo pornografijo, s tistimi, ki je ne, so naleteli na težavo. Praktično nemogoče je bilo najti mlade moške, ki še nikoli niso gledali pornografije. Pri ženskah pa je malo drugače. Nekatere pornografijo gledajo in to tudi priznajo, druge jo gledajo, ampak tega ne upajo priznati, in tretje bi jo gledale, ampak je večina pornografije z nekaj izjemami posneta tako, da moške zelo vzburja, ženske pa precej manj. Na primer, v eni raziskavi so ugotovili, da so se ženske med gledanjem pornografije osredotočale bolj na to, a igralke sploh uživajo v aktu. Če se jim je zdelo, da ne, v posnetku niso mogle uživati. Namen tega videa ni, da te prepričam v to, da nehaš gledati oziroma da nikoli ne začneš gledati pornografije. Ker vem, da to nima smisla. Rada pa bi, da se zavedaš, da to, kar vidiš v pornografiji, niti nadaleč ni podobno pravemu in dobremu seksu. Težava je v tem, da zaradi pomanjkanja spolne vzgoje večina ljudi s pornografijo dobi večino informacij o tem, kako naj bi seks izgledal. Pornografija je posneta tako, da na kameri vse čim bolj izgleda. Veliko položajev pa je v resnici ful neudobnih. Ampak ker se tako bolje vidi, na primer penetracija, potem tako posnamejo. Udobje in užitek igralcev pa ni pomemben. Predigri v porničih ne posvečajo neke pozornosti. Mogoče bo prej malo oralnega seksa, pa akcija. In potem si star 16 let, s punco bosta prvič seksala in ti ga daš not po 2 minutah predigre, ker misliš, da je to normalno. In pol punce mislijo, da je normalno, da prvič boli in da krvavijo. V resnici pa jih boli zato, ker niso bile niti vzburjene, niti sproščene. Seks v porničih traja tudi 30 ali pa 60 minut. Lahko tudi več, ampak koliko je pa to realistično? Moški igralci zelo pogosto jemljejo tablete za erekcijo, da ostanejo trdi ves čas snemanja. Snemanje namreč traja veliko dlje časa, kot vidiš v končnem produktu. In valjda ne more sredi snemanja reči: "Ok, jaz ne morem več, to je to, hvala in nasvidenje." Bi bil že naslednji dan brez službe. Poleg tega pa si vmes vzamejo tudi kratke pavze, sploh če izvajajo kakšne posebej zahtevne akrobacije, da lahko potem nadaljujejo. Moški so ponavadi res zelo dobro obdarjeni. Ženske pa imajo brezhibno pobrite lulike in nikjer nobenih pikic, povraščenih dlak. In tako, kot se za moške spodob, da imajo velike penise, se za ženske v porničih spodob, da so njihove male sramne ustnice manjše od velikih. Čeprav je pri vsaj polovici žensk ravno obratno. To je zaradi pornografije postalo celo tako popularno, da plastični kirurgi masno služijo z operacijami, kjer manjšajo male sramne ustnice. Tako da ne se primerjati s pornoigralci. Večina populacije ne izgleda tako in s tvojim telesom je čisto vse v redu, kakorkoli že izgleda. In ko smo že ravno pri nerealističnih pričakovanjih. A veš feeling, ko obema naenkrat pride? No, jaz tudi ne. Ampak v porničih jo pa tip obdeluje toliko časa, pa toliko dober, pa s toliko velikim, da valjda, da ji pride. A ne? Pa kaj še? Pornoigralci so znani po tem, da precej slabo igrajo, ampak orgazmi so pa ena stvar, ki jo znajo zelo dobro pofejkati. V resničnem življenju
Večina žensk sploh ne doživi orgazma samo s penetracijo. Okrog 75% žensk rab še dodatno stimulacijo klitorisa. Zato tudi ženske, ki seksajo z ženskami, pri seksu bolj pogosto doživljajo orgazme. Ko gledaš pornič, vsi točno vejo, kaj morajo narediti, pa kdaj se zamenjati. Ali pa so kar čudežno v novi pozi in sploh ne veš, kako so v njej pristali. To pa zato, ker nekdo za kamero komandira igralce in jim govori, kaj narediti. V resničnem življenju pa ponovadi ni tako. Seks je velikokrat štorast, pa čuden, pa smešen. Včasih pride do kakšnih čudnih zvokov, naprimer iz nožnice, temu se reče queef. Med seksom se tja ujame zrak in ko gre ven, zveni, kot da bi nekdo prdnil. Lahko pa kdaj tudi zares prdneš, ampak to je del življenja in seksa ni treba preveč hudo resno jemati. Ko gledaš pornografijo, mogoče dobiš občutek, da moraš vsaj 10-krat zamenjati položaj, če ne nisi dobro opravil. Ampak večina parov se kljub temu, da je zanimiv probati nekaj novega, vedno znova vrača k tistim nekaj položajem, ki jih imajo najraje. Tako da, tudi če se vmes samo enkrat obrneta, pa vama to ugaja, pa je vse super. Si se kdaj vprašal, kaj je preveč? A je to, da gledaš pornografijo enkrat na dan že too much? No, ni nujno. Razen, če je ta enkrat na dan 12 ur in je to vse, kar počneš. Strokovnjaki pravijo tako. Če se potem, ko nehaš gledati pornografijo, počutiš slabo, umazano, slabe volje, no poživiš, koliko je ura. Ampak pomagalo že to, da se za vsaj en mesec odpoveš pornografiji. Še vedno lahko masturbiraš, ampak brez pornografije. In ko jo spet začneš gledati, jo ne glej vsak dan. Pa več pozornosti posvečaj temu, kaj gledaš in kako se potem počutiš. Če pa nimaš nobenih negativnih občutkov, no, pa imaš pa najverjetneje zdrav odnos do pornografije, pa kar tako naprej. Veliko raziskav kaže, da te lahko zasvoji. In problem pri pornografiji je ta, da ti je to, kar gledaš, hitro lahko premalo. In začneš iskati vedno bolj ekstremne stvari in vedno jih boš tudi našel. Obenem pa ti normalen seks s partnerjem postane nezadovoljiv. Za vzburjanje in zadovoljitev rabiš vedno bolj ekstremne vsebine, ki jih v resničnem življenju težko imitiraš. In ob tem se počutiš slabo, ampak ne veš, kaj narediti. Če se ti kdaj zdi, da se najdeš v teh opisih, vedi, da obstajajo rešitve. Ni enostavno, ampak se da. Začneš lahko že s tem, da za vsaj en mesec nehaš gledati pornografijo. Popolnoma. Če masturbiraš, ne razmišljaj o pornografiji, ki si jo včasih gledal. Poiščeš si lahko tudi strokovno pomoč ali pa se pridružiš kakšni podporni skupini ljudi. Lahko tudi na internetu, ki se spopadajo z enakimi težavami. Veliko lažje je iti čez nekaj takega, če nisi sam. Podporna skupina, kjer vidiš, da nisi edini, ki se spopada s tem, ti lahko ogromno pomaga. Torej, eden izmed največjih problemov konzumiranja pornografije je v tem, da ustvari nerealistična pričakovanja o tem, kako naj bi seks sploh izgledal. Seveda je okrog pornografije še ogromno drugih težav, ampak če bi vse naslovila v tem videu, bi bil predolg. Je pa zelo pomembno, da vsaj veš, kaj gledaš in da ni vse tako, kot izgleda na prvi pogled. No, to je to. Hvala za ogled videa. Vse, o čemer govorim, si lahko prebereš tudi na našem blogu. Poleg tega pa nas lahko spremljaš tudi na Instagramu, Facebooku, YouTubeu in TikToku. Tako najhitreje izveš za vse novosti in nove vsebine, ki jih objavljamo. V naslednjem videu pa bom govorila o različnih mitih o seksu, tako da ne zamudi. Čau!